mi smo na ta svet za neko nalogo. Če je ta edina naloga, da se malo popraskamo, kadar nas kaj srbi, potem je malo. Ampak če smo pa zato, da bomo naredili eno enotno, monolitno obliko energije, ki nam bo dajala moč, da bomo v kriznih obdobjih dobili moč izven zunajnega sveta in notranjega. Ta notranji svet, nažalost, je zdaj skorumpiran. Človek je prišel do tega stanja, da reče, kaj pa je še nam sploh kaj lepega, kje pa je tista poštenost, ki je okras civilizacije, ki imenujemo jih celo za Slovence. Pa pravimo, ja, bilo je, zdaj pa ni več, ampak kaj pa, a bomo to kaj obnovili? To je od nas odvisno. Usoda življenja nam je dala točno nalogo, kaj moramo početi, da bomo lahko v liniji tistega programa, ki je kozmično odrejen nam. Mi smo kozmična bitja. Mi moramo vedeti, da vsak človek je v dualu. Je telo in duh. Zdaj pa gledamo, kaj je bolj pomembno. Ali bomo v tem življenju več posvečali telesni obliki, šminki, eno, drugo, tako malo bolj cigavo, ali bomo se bolj posvetili v notranjo, duhovno obliko življenja, ki ne pokaže zunajnih fasad ugodnosti. Največkrat ljudi, ki govorijo pošteno, nadrglajo. Prav, kaj pa jezik ste vol? Ja, čakaj, jaz sem se boril za resnico, pa za pravico, pa ne vem kaj, pusti ti to. Ti najprej sebe uredi. Ja, kaj pa je pri meni narobe? No, ne, misli, kaj je narobe. Ja, veš kaj, ti ne znaš postaviti se na cilj tistega programa, ki je danes pomemben. Pomemben je, da si kolektivno usmerjen, da boš dajal moč tudi drugim, ki nimajo te moči. Pa pravimo, kjer pa je to? Poglejte, čim je človek enkrat v zadovoljstvu življenja, saj ne vidi nalog. Čim pa enkrat bednik, revež, zapuščen, v krizi, takrat pa vidiš, kako je mizerna oblika življenja, če ni solidarne srčne kulture. Srčna kultura je pa v nami. Ta duhovni svet se izraža v naših dejanjih. Veste, po besedah so vsi dobri. Dajmo gledati zdaj predvolilne obljube pa besede. Ja, mi bomo sami svetnike izbrali. Ko pa bojo enkrat te svetnike izbrali, pa videli, večjih hlopov nismo dobili. Ni. Ampak se reče, kako bo to mogoče? Veste, vi morate vedeti, človek je težko pošten. Ampak nekaj je, neka notranja oblika nas sili, da vidimo, da na vse zadnje smo dolžni pred obličjem višje sile imeti neko notranjo vrednoto. Če jaz v tebe verjamem, a veste, kakšna je to nagrada? Kako pa je, če rečem, pusti tega, tam je že, ta ni ta prav. Pa boš pa rekel, a je ta priimek kaj pomemben? O, seveda je. Seveda je. Ko enkrat človek začuti lastno kritičnost, moram biti drugačen, moram biti bolj čustven, moram biti bolj pošten, moram biti bolj lojalen, bolj človeški. Ja, na tem področju bomo mi še lahko govorili, pa še govorili. V glavnem nekaj je. Želja po spremembah je pravzaprav samo želja. Mi moramo to željo prenesti v regularno življenje, delati na tem področju. Veste, pa pravi, ja, na katerem področju pa naj delam? Tisti, kateri se je odločil, da bo delal dobro dela, jih bo najdel. Drug bo pa o njih govoril. Če gledamo, tukaj smo, koliko nas je, ki imamo eno samo željo, najdeti tisti biser vrednote v sebi, da nam bo dajal zadovoljstvo notranjih duhovnih sil. Veste, pravi, ja, štandard je majhen. Poznamo ljudi, ki imajo visok štandard.
ki imajo vsega, kar ti nimaš, pa so nesrečni. Kajti, sreča je pravzaprav samo v nami. Ne išči sreče, ker si vedno v sreči. Samo ti imeni ne daš. Ti daš ime 300 matarandam. Ne, dej enkrat sprosti to in bodi uverjen, da to, kar imaš, več ne moreš dobiti v tem trenutku. Pa rekel, ja, pa kakšen je pa to smisel življenja? Sej, jaz pa le hočem, da bom imel še kaj več. Da, to je tisto, kar nas razdružuje. Veste, skromen človek ima res na zunaj neko določeno pomanjkljivost. Ampak ima pa nekaj, kar mnogi med nami nimamo. Zadovoljni nismo s seboj. Ker če si zadovoljen s seboj, pa ti je vse v redu. Ampak, veste, marsikateri danes pravi Igor ali Oleg, pokaži nam pot, kako bomo prišli na pot, da bomo srečni. Da. Ker je pa ena struktura, da smo vsi različni in nimamo ene konkretno oblike sreče. Vsak ima svojo srečo. Temu je sreča, da unemu sreča, pa da je, pa ne vem, kaj še vse. Vse polno takih srečnih, da se čudiš, kaj je to za njega sreča. Ja, Franska pravi, jaz bom srečna, ker se ga bom rešila. Upa, prav srečen bom, pol bom. In tako gledamo in rečemo, ja, ta pojem sreče je res da raznolik. Ampak kakšna pa je sreča za nas vse ena? Veste, za vse ena je pa sreča ta, da doživljaš notranji mir. Notranji mir je največje bogatstvo ljudje. In dajte enkrat razumeti, da v teh merilih ni treba hoditi v tujino. V teh merilih ni treba iskati drugega partnerja, ni treba iskati drugega človeka. Bodi z njim, kajti človek, nihče na tem svetu ni povezan z nekom slučajno. Vse je zakonito. Kajti mi imamo programe, imamo točno odrejene programe in če tiste programe začnemo razumevati, vidimo, ja, visoka je duhovna civilizacija, ki je ustvarila tisto vest, ki jo mi rabimo, ampak jo ne znamo ceniti. Zato jaz pravim, kdorkoli med vami, za mene je dober popoln. Popoln, čakajte, a veste, kaj je to beseda? Če mu rečem, da je popoln, pol ga ne bom kritiziral. Mi pa, vse je dober, sam tole, pa ne, je pa to narobe, pa je pa spet prišel do tega, da je slep. Mi moramo vedeti, sam po sebi vem, nisem popoln. Ampak sem zadovoljen s seboj. To se pravi, moram tudi druge oblikovati v tako obliko zadovoljstva. In ko boste tako začeli gledati, na slehernega v družini, kjerkoli, na cesti, na katerem koli polju, boste videli, koliko se je osvobodila ena energija, ki smo jo prej zapravljali za prazen drek. Smo se kregali, razpravljali in je šla ta energija v izgubo, namesto da bi tisto energijo uporabljali za notranje bogatstvo, sreče in zadovoljstva. To je zdaj tisti temelj. Pot do tega je vsakdo sam mora najti. Kajti tisto, kar je meni dobro, ne verjamem, da bo tebi dobro. Ne zaradi tega, da imajo drugačne poglede na poštenost pa na dejavnost. Ne, to da vsakdo ima v programu življenja, da moraš priti iz tega zosa, notranjega, kombiniranega, ki ga ustvarja planet. Poglejte, leto 12, mi smo danes govorili o letu 12. Leto 12 govorimo, to je katastrofalno razdobje. Ne vem, enim se že lasje dvigujejo od straha, kaj bo leta 12. Eni pa pravijo prav, da nič ne bo. Kaj pa bo res? Ogromno bo. Ogromno bo zaradi tega, ker se bo naša zavest dvignila na nivo, ki ga zdaj nimamo. Zakaj ga pa nimamo? Ja, zaradi tega, pogledajte, če hočete vi
dobiti eno bitko. Moraš imeti hrabrost, moraš imeti znanje, moraš imeti moč, energijo. Vsega tega pa nimamo v obliki sedajnega življenja. Saj se sprašujemo, kako bomo sploh preživeli, če ne bojo še penzije pobrali, pa tako dalje, pa tako dalje. Nismo več svobodni v svojem notranjem zadovoljstvu, ker se bojimo. Strah je eden največjih sovražnikov današnjega človeka. Ne strah za življenje, strah za jutrišnji dan. Veste, ker se enkrat nabritav, ti ni več strah. Ampak, dokler pa živiš v kriznih obdobjih, je pa strah ne samo za sebe, za družino, za tvojega člana družine, za katerega koli, ki je v bedi življenja. Vi ste pisali polno vprašanje bilo. In jaz sem rekel, dobro, jaz sem te na vsa pisma najbolj nekaj krajše, nekaj malo daljše opisal. Zakaj? Zaradi tega, da boste, če boste se malo matrali z moja pisalo, upam, da ni tako hudo, hieroglife, grške, pa tiste indijske, pa egiptovske smo znali razložiti, pa boste tudi moja pisala znali počasi. Ampak nekaj drugega je. To, kar sem napisal, boste rekli, vse to pa vem. Kaj ti na vse zadnje? Jaz na teh predavanjih ne morem vam kaj novega povedati, ker tisto, kar jaz govorim, je že ne vem koliko krat interpretirano. To da ni šlo v nas. Tle je še not, tle ven. Tle sem videl, tle ven. Veste, tisto, kar človek sliši, pravi Jezus, bojo ljudje prišli v čas, ko bodo slišali, kaj je kdo govori. Zdaj pa mi nimamo tega več daru. To pižga kaj govorijo. Nič ni več pomembnega. Beseda ljubim te v zakonu pomeni tako, da je doš posoda pomol. Ali pa nekaj podobnega. Vse ti komplimenti so preračunani v trenutno obliko. Jaz se vem, da je lepo, da se kakšna lepa beseda reče. Sam veš, kaj od teh lepih besedi se nihče ne zredi. Zdaj pravim eno. Leto 12, ne bojte se, nič drugega ne bo. Bo pa velika preobrazba, večja, kot si predstavljate. Mi moramo vedeti, da civilizacije, ki so bile pred nami, so bile na višji stopni, kot so naše, kot sedaj. Mi moramo vedeti, da so bile dobe, ne da so imeli takrat take rakete, pa atomske stvari, pa ne vem, kaj še vse. Ne, tista notranja duhovna moč je bila tako izrazita, da so, naprimer, telepatijo imeli čisto normalno pojavo. Daleko jasnovidnost, to je bila čisto razumljiva stvar. Ker so se posvetili tej vedi, ne pa te, ki jo mi imamo danes za modrost, jutri pa vidimo, da je bilo to zgubljen čas in smo zapravili milijarde, medtem so pa ubogi ljudje v mnogih krajih lahko to trpeli. Pa se je zapravil tisti denar. Ko bomo pa gledali, kako je bilo včasih v kakšnih prejšnjih civilizacijah. Veste, nekaj je bilo, kar bo tudi nas pobralo. Ko so bili na tej največji višini svojega izobraževanja, je prišel do to, da je začela požrešnost, zavist. Vsi ti grehi, ki so tudi danes prisotni. In kaj je bilo? Ena civilizacija za drugo je zginila. Ostalo je le toliko, da se je lahko nadaljevalo po tej kataklizmi, po tej grozoti, spet novo obnovo življenja. Frekvenca vsake 13.000 let pride to, kar boste vi zdaj doživeli. Tisti, kateri radi berete novice največjih vrednot, jih boste sami spoznali čez dober mesec ali nekaj takega. Decembra bo, 21. Zdaj smo po novembru. To se pravi, tik pred zdajci. Pravijo, ja, takrat se bojo gore tresle, bo to in uno in tretjo in četrto. Ja, samo veste, kaj je zdaj interesantno. Takrat
bi morali mi imeti zavest, kako biti pripravljen za tak dogodek. A smo se kaj oborožili? Nič. Kot tepci, gledamo jutro na koledar, to bo, ja, bo že. Namesto, da bi rekli, kadar je bila vojska, so se vojaki v duhu tedajnega časa izoblikovali in vežbali, dali od sebe vse napore, da bojo kos zmagli, bitki. Mi pa vemo lepo, da bo sprememba, ki bo akutna, huda sprememba. Veliko jih bo pobralo. Bomo pa rekli, kako pa jih bo pobralo. V tem času kriz bo nastalo tisto, kot pravimo, frekvenčna oblika spremembe. Ko bojo planetarne sile uravnovešene v eno točko, to bo čez en mesec, bojo nastale energije, ki jih do zdaj nismo imeli. 13.000 let, pa že nekaj zraven 200 let, je ciklus, ko se naredi tak preobrat. Takrat pride energija, ki je usodna za miselni svet tedajnega, tistega kulturnega časa. Poglejte, Zemlja je ravno tako bitje, kot smo mi. Ona ima ravno tako življenje, ona ima ravno tako krize. In kdo je spravil Zemljo v tako dobo kriz? Mi, sami, človeštvo. Smo naredili to, da je Zemlja zdaj popačena na celotnem oblikovnem sistemu. Izčrpali smo to tretje, uničili in se rečemo, to je naša mati. A smo z njo človeški topli. Samo izmozgli smo. In to, kar je tudi druge civilizacije pobralo. Kaj pa bomo ratali v tem času? Začela se bo notranja oblika spremembe, katera ne bo dovoljevala več živeti tako brezbrižno, pa tako nesmiselno, kot zdaj živimo. Mnogi, ki so takole živeli, pa dobro imeli se, bojo spoznali, da od tuje muke se ne da živeti. Bo morala biti naša. Poštenost, ki je danes, loterija, če še kakšnega vidi, da je pošten, razen volitvi, ki pošten kradejo. No, poštenost bo potem primat slehernega. Boš hotel krst, ne boš mogel. Pa zakaj ne? Ne zato, ker te roke ne bojo dati. Ampak ker bo tvoj notrajni duhovni sistem na tej poanti, da ne boš mogel razumeti, da je treba krst. To je že ena stvar. Pa imamo druge, iste take težave. Kaj pa jasnovidnost? Jasnovidnost bo v tej obliki slehernemu dana. Veste kaj je, če je to jasnovidnost? Pol problemov, ki jih imamo zdaj, ko ne veš, kaj bo, bo izginila. Ampak boš tisto energijo spravil v smer, ki ti je bo dala ta oblika. Kako pa to vemo? Vemo zaradi tega, ker iz prejšnjih civilizacij imamo ljudi, ki so to prenesli v našo sedajno skupno obliko življenja. Redki so, a takih imamo. Jaz sem imel take prilike, takih spoznanj in sem videl, da je to res nekaj čudovitega. Toda mi z svojim mišljenjem, ki nimamo želje spremeniti sebe. Ja, lepo bi bilo, če bi bilo dovolj, da greš domov, ležiš pa 5 minut ali pa 10 minut. Ne, spremeniti se boš moral v svojem notranjem duhovnem življenju. Vera. Veste, vera je postala kaj? Tolažba tistih, ki pravijo, kam pa jaz lopato nosil pa delal, se bo to Bog naredil. In kaj je bilo problemov, bo že Bog uredil. Ne. Veste, vi moramo se enkrat zavedati, da v duhovnem svetu tega sedajnega časa, ki bo ta čas, ki bo prišel, bomo postali iz ljudi bogovi. Ste rekli, kako? A bomo malikovalci? Ne. Bog boš, zakaj? Ker boš ustvarjal tisto, kar je v dobrobit človeštvu, dobrobit zemlji.
Dej, dokler pa ti egoistično si dober za sebe, si parazit. To moramo vedeti. Ampak, a bo to trenutno ratalo? Ne. Ta metamorfoza, ta sprememba bo trajala svojih 30-40 let, da se bo začela določena skupina teh oblik delovati. Tog časa bojo pa krize. Imel sem priliko prebrati in spoznati človeka, ki me je zatrdil iz drugega planeta. Pa sem rekel, ja, ti čakajte, da smo ti iz drugega planeta, tukaj pa dosti moram verjeti. Preseniteljva, se je sebi ne verjamem. Ker je ta sistem kreacije v meni, ko sem šel v pogled mojih prejšnjih življenj. In je ta mene v hipnozi spravil za 1000 let nazaj. In sem spoznal stvari, ki so se potem, ko je bil neuk, skozi znanstvene knjige spoznali kot pravične in resnične. To se pravi, mi moramo vedeti, reinkarnacije so bile vedno in vedno bojo. Zakaj? Zaradi tega, ker v enem življenju, to je kratko življenje, 90 let to je pah, če gledamo milijarde let, ker pa v tistem obliki, tistega časa, ni kraja, je potem čisto nepomembno, v katerem razdobju boš postal bitje za popolno čisto notranjo energijo. Kakšno energijo pa bomo imeli? Toplo, ljubečo, božjo, čisto energijo. Kajti te druge energije so popačene. Mi pravimo ljubezen, ja, ljubezen je računica. Vse je računica, kajti človek ne loči več, kaj je prava ljubezen, pa kaj je umetna. Tako kot marsikatero sadje, a je špricano, ni špricano. Ja, smo malo ugibamo, pa pižga vse druge, tako ni na razpolago. Pisma ste pisali in ste spraševali marsikaj. Zdaj, vsako pismo boste že sami prebrali, tele bo naštale Matija nam razdelil tele listke van, po naslovi sicer je bilo malo narobe, vsakdo mora vedeti, če je že imel vprašanje, je moral bolj jasno v enem kotičku, kdo je, ker to je na eni strani malo je, na drugi strani tle, ni bilo nobenega vrstnega reda, zato je bilo malo težje odgovoriti na ta pisma. Vprašali ste največ, ali bom preživela to dobo. To je bil največji prvi moment, ker sem procentualno gledal, katero vprašanje je bilo najbolj akutno. Ali bom preživela, oziroma ali bom preživel leto 12, oziroma to dobo prehoda v 5. dimenzijo. Ja, stvar je naslednja. Mi moramo vedeti, mi smo duhovna bitja. Duhovna bitja, to pomeni, mi nimamo lastnosti smrti. Nobeden ne more zgubiti življenje, ker je večno življenje. Ampak to je duhovno. Fizično je kratkotrajno. Zakaj pa je duhovno večno? Zaradi tega, ker je večnost temelj duhovnega življenja. To ni kratkotrajna procesna doba, kot mi tele dojenček si, kot upokojenci boš pa šel na Britav. Pa bojo vprašali, zakaj si pa sploh prišel? Marsikdo sploh ne ve, zakaj je prišel na ta svet. Ker je uverjen, da je prišel zaradi očeta pa matere, ki sta ga naredila. In da je to vse, kar je bilo. Ne. Nihče ni prišel na ta svet brez naloge, brez tega, da bo naredil iz svojega duhovnega življenja višjo obliko vrednote. Zemeljsko pa je evolucija. No, evolucija je pa taka. Ljudje se spreminjamo, v dobi smo bili, enkrat smo bili krilata bitja, smo bili taka bitja, pa ona bitja, kar je čist nepomembno za razpravljanje na našem nivoju. Važno je nekaj. Ta civilizacija je dajala temelj, da se je razvijal podtalno duhovni svet, ki se mu najmanj pripisovali pomembnost.
Razen tiste civilizacije, ki so propadle. Tiste so bile pa na tako visoki bazi, da so se igrali z usodo življenja in so kreirali seveda pohlep, pa vse ostale grešnosti, ki so, lahko rečemo, človeške, so se pa razvile in zato so morali biti uničeni. Ja, to je prvo vprašanje, ali bomo preživeli. Nobeden ne bo umrl, ker smrti v duhovnem svetu ni. Mi moramo vedeti nekaj, da smo duhovna bitja. Veste, ko greš na Brito, ali pa na pokopališče, kakor že koli rečem, tam najdete kaj? Kosti. Nekaj, kar je odšlo, ker ni nič več. Za sveče bomo najdeli denarja dovolj. Toliko sveč, da boš rekel, ja, je to mogoče. Odkot pa denar za te sveče? Okoli so pa bili bedniži, kateri so prosili, da bi dobili kakšen dar. Sveče morajo biti, rože morajo biti, ki jih sploh noben nič ne rabi, razen cvetličarji, pa te, ki sveče delajo. In pa ja, in to dalje pa redarji, pa tisti vse ostali, kar so zdravi. Mi pa dajemo še zmeraj dojem, da je naše življenje v fizičnem, moralnem svetu pomembno. To je abstraktna misel. Mi moramo vedeti, da bistvo človeka je to, da mu daješ tisto, kar zdaj tu rabiš. Ne pet solopojke po njegovi smrti. V časa življenja pa ni imel možnosti preživeti. To je zdaj prvo vprašanje, umrli ne boste. Umrli ne bomo. To se pravi, ta strah, ki sem prej govoril, da je strah, eden od hudih grehov, ki jih nosimo v sebi. Strah za bodočnost, za jutri, za življenje. Strah za življenje ne imejte. Temveč imejte eno notranjo duhovno vrednoto. Če živim, naj bo moje dosledno življenje dostojno človeka. Ni dovolj, da simpatiziram z tistimi. Videli boste, ko bo ta prelom v kratkem, da se bojo pojavljale nevidne dolžnosti, ki jih sploh nismo poznali. Kajti, poglejte, v vojnem času so ljudje, ki so imeli prej komoditetno življenje, so šli v lagerje, so šli na fronte. Vse se je zbrzdalo, čist drugačen sistem življenja. In veste, katera oblika življenja je bila najboljša v tedanjem vojnem času? Tista oblika, ki je nosila srce. Srce je bilo tisto magnetno polje, ki je dajalo moč, da si preživel katastrofe. Poglejte, tsunami. Poglejte, v takih oblikah se je ljudem odprlo nekaj. Madonna, si človek je pa res nekaj božjega. Res potrebuje pomoč in takrat se je svetovna sila obrnila na to, da so znajdli tisti denar, ki ga se drugače ne dobi. Mora biti katastrofe, da se bo kaj zbrali. Drugače pa, slabo, ima vse. In če tako gledamo, moramo vedeti. Drugo vprašanje, ki je, seveda tudi to vprašanje je pomembno. Ali bom srečna, ko bom prešla to dobo? Poslušajte, sreče ne morete več imeti, ker jo nosite v svoji strukturi duha. V sebi je sreča. Če si s tistim, kar imaš, srečen, potem ne išči več sreče, ker kar boš več, bo približno tako, kako ne ljudje. Toliko sem se nabral, pa ne vem zdaj, kako živeti. Se nima več kam dati. Vse, kar je nabral pa nakradel, mu je zdaj breme. Zakaj? Ker je bil pohoten, zaželjen še tega pa onega. Skromnosti pa ni. In ta skromnost jo ni treba iskati. Jo ni treba, ker je v nami, če jo vzgojaš, če jo hraniš, če jo ljubiš, če jo ne odmetavaš. Potem so pa bila vprašanja, ali je še na drugih planetih življenje. Veste, najprej moraš poskrbeti, da bo na tem planetu tebi lepo. So pa določene verzije, da so ljudje iz drugega planeta prišli
zaradi želje spoznanja, tako kot turisti, ki so videli kaj, našo bedo življenja. In ko so videli, kako mi že crkavamo med seboj, oni pa živijo v radosti in zadovoljstvu. Šlite nazaj. Ampak kaj se je zgodilo? Zgodilo se je, da je večina teh ostala tukaj in so prišli v konflikt. Nabrali so si karmo in s tem je bila kurčavnica zaključena. Ni mogla več nazaj. In zdaj živi v tem območju. To je preko hipnoze spoznano enega, ki so potem tudi potrjevali, iz katerega nebesnega svoda je prišel. To je vse kaj bolj turistična atrakcija za naše misli. Bodimo veseli, da smo tukaj prizemljeni, da smo tukaj srečni, ne na tuje planete. Če pa že bomo šli kdaj z raketam, no, takrat pa, naj bo to. Kaj rabimo še danes? Veste, kaj rabimo? To zavedanje. Zavedanje, zakaj živimo in zakaj moramo živeti. Moramo živeti zaradi tega, ker smo, kaj se reče, bitja, ki duhovno živimo z željo, da bomo naredili raj. Ne samo tam nekje v nekem duhovnem svetu, tudi na zemeljskem. To, kar je danes na naši zemlji, kar mi zdaj doživljamo, te strašne katastrofe, vznemirjenja, to je tako. Prišli smo do tega stanja, da vemo, da ni nebes, ni pekla, ni vic. Vse je v nami. Karkoli, če živiš srečno, si v nebesih. Če ga lomaš, koliko je treba, ker so se navadili, da brez tega se ne da živeti, si pa v peklu. V vicah si pa v sanjah, bože, enkrat boljše. Bodite realni na tem planetu. Živite z željo, da bo v vašem notranjem svetu, da bojo nebesa. Nebesa pa bojo kdaj, ko bojo očitki, ta je slab, ta ni dober, ta je ta je to, zginili. In bomo vsak sleherno segli v roko in mu dali resnično oporo. Brez, ko boš pa dal. Denarna oblika, materialna oblika je tista, ki jamči, da sveta ne moreš biti srečna, ker si navezan ravno na tisto, ki te vodi v peklo. Duhovni svet je pa notranja srčna energija, ki jo bomo lahko vsak dan gojili. Dajmo, ko bomo šli v tukaj, glejmo, vsak dan skušajte se z meditacijo, z umišljenjem, zapri oči pa sanjaj o lepem, nekaj lepega, da bo tisto lepo postalo v tebi kot moč, kot energetski naboj. Če si enkrat tako napolnjen, ne moš misliti nekaj slabega. No, mogoče sem prekoračil tale moj čas, pa oprostite. Zdaj bom jaz dal temu mojemu generalu, ja, poštarju, ki je resnično poštar, kvalificiran, prosim, ima. Potem sem pa tole prinesel in tole bom dal tele, drage naši voditeljici, tega je našega. Ko sem imel na enem kraju predavanje, je prišlo tako, kako ste pa, pravi, kako pa si ti lahko opisal 5 knjig doživljajev z takim spominom? Koliko je od tega resnica? Jaz sem rekel, to vprašanje me malo iznenadilo. Jaz sem delal vse globalno na resnici svojih. Ampak jaz bi pa tudi rada kaj napisala. Pa ne vem, kako bi začela pisati. Pa kaj bi napisala? Rekel, kaj je pa recept? Vsakdo, to bo dala ona pomnožiti, ja, vsakdo bo v tej obliki se učil pripovedati pravljico o sebi. Kajti vsak med nami je tako bogat zgodovino svojega življenja, da je to najlepši cvet spominov. In
Pa pravi, kaj je to? Prvi šolski dan, prvi uspeh, prvi neuspeh, prvo najboljša, pa najljubše opravilo, najkraj, najljubše hobi in tako dalje in tako dalje. Pa rečeš, aha, tele pa že vidim, kaj bom lahko pisala. Ker drugače človek, če začne z željo, da bo nekaj napisal, ne najde motivov. Kaj so motivi? Preberite vi to, tam naša generalka bo vam to razložila, in dajte skušati zvečer namesto televizijskega vsiljivega programa, ste začeli enkrat razmišljati o duhovni stopni in o fizični poteh svojega življenja. In veste, kaj boste izvedeli? Moj Bog, se nisem vedela, da mi je bilo tako lepo. Se nisem vedela, da je to raj. Tudi bolečine, ki so tukaj noter izpostavljene, boste sprejemali in boste rekli, ja, nisem verjela, ali pa nisem verjel, da je življenje tako lepo. Ne pa sam, tako slabše nikoli ni bilo. Pa še eno, pa še drugo, pa tretje. In ko gledate, da tresete s tem izjavam svoj energetski naboj, ki bi moral plamteče goreti in biti v zadovoljstvu življenja, je sam jamranje, križ in jamranje. Pa pogledamo, a kaj gledate na televiziji teh nesrečnišov, ki danes umirajo na cestah, brez krivde, zasramovani in vsega, kaj je. Koliko je nesreč, koliko je lakot, koliko tisoče in tisoče, milijone življenj vključeno v sedajni čas. Kaj boste pa dobili, kdo bo hotel, pa se lahko tudi pocrkla. Predno bo šel spat, pa pogledaš, bo še rekla, ja, kaj je bilo pa moj najboljši Ja, sej veš, na tega sem pa že pozabila. Ja, kaj je bil moj enkrat ljubče? Ja, Marija. In boste začeli kaj? Doživljati svojo lastno lepoto življenja, svojo lastno zgodbo. Nobena knjiga vam ne more toliko povedati, kolikor vi lahko sebi obdajate sebi z spomini, ki so nevarljivi. Sebi ne boš rekel. Boš rekel, tako je bilo. Kaj sem pa zdaj videla, kje sem ga zavozila, pa kaj je bilo. Ampak, ja, vse teh vprašanj je pa to, 5 knjig bom napisala, tako ki jih je orek. Želim vam, da boste v prihodnji obliki že kaj napisali ali pa vsaj se ukvarjali s tem, namesto da boste gledali samo reklame novih proizvodov. Bučka, tole, tebi dam. Morda sem bil res, da oprost, njemu sem ukradil dragocene aparate. Pa si ukradil, se še ni 8. Ja, no tako, da ne boste mislili. Tele so pa zdaj tale vaša, ja, poglejte, pisma